V Komendi je bilo letošnje praznovanje občinskega praznika še posebej slovesno, saj so v uporabo predali novo gasilsko vozilo. Slovesnosti se je udeležilo tudi občinsko vodstvo in gasilci sosednjih gasilskih društev. Nimam srca, da bi prerezal ta trak. Prav res. Mislim, da ga zasluži čisten drug in Slavko Picam. Ja, mi dva bova držala. Tle so škarje, so še zaslužni v Komendi. So, samo po moji vesti je Slavko tisti, ki zdaj lahko tole prereže najlepšega srca. Zvoli. In kaj to novo gasilsko vozilo pomeni za komenske gasilce? To naše novo vozilo je izredno pomembno za naše društvo, kajti naš starejši vozni park so avtomobili že starejši več kot 15 let. Tudi vsa oprema, ki jo dokupujemo, ni najnovejša. S tem novim vozilom smo pridobili popolnoma opremljeno novo vozilo. Po dogovoru z našo komisijo za nabavo vozila smo se odločili, katero opremo bomo dodatno vgradili v naš stroj. Ker na našem področju se vedno več pojavljajo problemi poplav, samih požarov niti ni več toliko, razna neurja, tako da je tudi vozilo opremljeno z raznimi motorkami, kladivi za hitro pokrivanje s polionilom. Tudi mulno črpalko smo vgradili, tako da lahko odstranimo vso nesnago iz poplavljenih stanovanj. Kot sem že rekel, naše društvo je zdaj zelo dobro opremljeno. Tudi kar se tiče ekipe, smo dobili zelo veliko podmladka, mladina zelo uspešno trenira in naše društvo ima zelo izredno pomlajeno ekipo, ki se udejstvuje tudi na tekmovanjih in vajah, tako da zelo uspešno delujemo na našem področju. In kaj pomeni vozilo za komensko občino? S tem vozilom smo še zadnje gasilsko društvo, se pravi Komendo, opremili z res sodobnim vozilom. Vse tri društva, tako na Križu v Mostah kot v Komendi, imajo zdaj krasne pogoje za delo. Samo kot smo slišali, to je samo polovica. Verjamem pa, da ostala polovica, to so pa ljudje, je pa enako tako dobro pripravljena v taki kondiciji, kot je ta avto. Prepričan sem, da ima občina pokrito s tem požarno varnost in civilno zaščito ob enem 100% ali pa še več. Prepričan pa tudi sem, da vsi gasilci in gasilke v prostovoljnih društvih si to zaslužijo, saj so že nekajkrat dokazali v teh tragedijah, ki nas doletijo večkrat v obliki poplave, malo manj ognja, vedno rešujejo iz situacije in to z najmanjšimi poškodbami. Otvoritvena čast je nekako pripadla vam, vendar ste kot, lahko rečem, eden redkih slovenskih županov priznal, da je nekdo bolj zaslužen za ta avtomobil in ste predali nekomu drugemu. Nam lahko kaj več poveste o tem poveljniku gasilskega društva? No, poveljnik gasilskega društva Slavko Poglajen ni samo nekdo ali pa eden od gasilcev, ampak je že vseh 12 let trdno sodelavec moj, trdno zraven mene dela v občinski upravi in on skrbi prostovoljno tudi za to požarno varnost in civilno zaščito. Vse papirje od nekdaj, vse plane reševanja, vse naredi ne vem kdaj in se mi zdi, če kdo zasluži v Komendi priznanje in to odgovornost, da prereže trak, je to prav Slavko Poglajen in taga Slavka Poglajena bi privoščil res vsaki občini, vsaj enega. Hvala.